Zdaj seveda jaz kot predsednik republike nimam pravice do materialne presoje zakonov. Vse veste, jaz nimam pravice veta, ne, ali pa da rečem, da zakonov ne bom razglasil. Vendar mi 91. člen nalaga, da najkasneje v 8 dneh razglasim ta zakon. Po običaju, ne, je bilo zdaj vedno tako, da je najprej ugotovil, da ni več nobenih postopkovnih ovir predsednik Državnega zbora, ki je potem šele 8. dan meni poslal pismo, me seznanil s tem, da je Državni zbor sprejel zakon in potem se ga jaz navadno 8. dan dejansko tudi podpisal in je šel takoj v uradni list. Ne predsednik Državnega zbora ni hotel tvegati, da bi takoj po sprejetju tega mega zakona mi že naslednji dan poslal obvestilo, niti jaz nisem hotel tvegati, da bi se zakon podpisal recimo 2. ali 3. dan takoj potem, ko je bil sprejet, ker bi se postavilo vprašanje spoštovanja tega roka tako Državnega sveta, ki je manj sporen, kot zakonitih pobud za referendum. Tega nismo želeli reševati na en rokohitrski način, ampak so pristojni relativno hitro pripravili, se mi zdi zelo detaljno, novelo zakona v tistem členu, ki zadeva te razmere pandemije. Tako da sem zadovoljen, da je na tak način to rešeno. Mislim, da bo tudi Državni zbor, kljub temu, da to zelo zahtevno vprašanje, dobil dvotretjinsko večino za sprejem. To bi bilo seveda za ustavnopravno nespornost, hkrati pa za hitro ukrepanje države, tako izvršne kot zakonodajne oblasti, nazadnje tudi mojih ravnanj zelo, zelo pomembno.